Dobrodošel, dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi bom odgovarjala na vaša vprašanja. Sem jih zbirala že kar nekaj časa, nekaj ste mi jih zastavili na Instagramu, potem nekaj sem jih imela pa shranjenih še od preteklih dogodkov, ko smo si po pogovorih ali pa po predavanjih vzeli čas za vprašanja in če nisem uspela odgovoriti na vsa, sem si potem preostala zapisala oziroma shranila in sem nekako predvidevala, da bo enkrat mogoče prišel čas, ko bom snemala takole epizodo in sem vedela, da mi bojo ta vprašanja prišla prav. Tako da najprej bi se zelo lepo zahvalila vsem, ki mi postavljate vprašanja. Jaz to vzamem kot en izkaz zanimanja, si štejem v čast, tako da hvala vsem, ki ste mi s postavljenimi vprašanji dali krasne iztočnice za današnjo epizodo. Bom začela z enim lahkotnejšim vprašanjem, ki pravi: glede na to, da je v knjigi kar nekaj priporočil za podcaste in knjige, bi lahko z nami delila tvoje najljubše. Pri podcastih je tako, da se moja priporočila zelo spreminjajo od obdobja do obdobja, odvisno se mi zdi predvsem od mogoče tematike, ki mi v tistem obdobju potegne. V trenutnem obdobju bi rekla, da največ poslušam podcast od Rich Rolla. Z njim sem se, mislim, da spoznala prvič skozi njegovo knjigo Finding Ultra, v kateri opisuje svojo pot kot ultramaratonec in vegan. V podcastu ima pa razne goste, tako izobraževalne kot navdihujoče narave in meni je zelo všeč, na kakšen način se on pogovarja z njimi in na kakšen način jim postavlja vprašanja. Potem je Huberman Lab, ki predstavlja znanstveno odkritja s področja tako telesnega kot duševnega zdravja in vsaj meni, ki mi znanost ni mogoče toliko strokovno razumljiva, se mi zdi, da vedno predstavi te tematike na tak enostaven način in všeč mi je, ker vedno deli tudi zelo take praktične informacije, koristne, in se mi zdi, da lahko na podlagi naslova epizode zelo dobro oceniš, a je to neka tematika, ki te zanima, mogoče tematika ali pa področje, na katerem bi rad delal, in zase lahko rečem, da vedno od vsake epizode, če se ji posvetim, izvem nekaj novega in dobim tudi neka orodja, kako pristopati do tega področja. Je pa to meni kar intenziven podcast, tako da ga ponavadi poslušam v več delih, ker se mi zdi, da od mene zahteva, da sem res zbrana, če želim potem od te epizode odnesti neko znanje.
Trenutno potem poslušam tudi slovenski podcast Bazar besed. So mi take lepe, kratke epizode o tematikah, ki se jih tudi jaz dotikam in me zanimajo. Potem še en podcast, ki je trenutno sicer neaktiven, ampak sem ga zelo rada poslušala in upam, da kmalu pride nazaj, je Le Rendezvous z francosko ilustratorko Garance Dore. Potem prav danes sem poslušala eno epizodo Aideja podcasta, kjer je bil gost Alen Kobilica. Pa zelo toplo priporočam tudi epizodo, ki je bila nedolgo nazaj objavljena, kjer je bila gostja Manca Košir. Pa potem, če naštejem še par podcastov, zdaj mi pade na pamet Brst psihologija, kjer sem bila tudi jaz nedolgo nazaj gostja. Potem Where Should We Begin z Esther Perel. Pa We Can Do Hard Things. Potem pa od slovenskih še recimo Parbati, pa zdaj je nov podcast Srečka. Pa skoraj vedno poslušam epizode od Davidovega podcasta Umetnost lenarjenja. Priporočila glede knjig pa letos sem prebrala obe knjigi od Ive Novak, ki sta izšli pri Cankarjevi založbi in sta mi bili obe zelo všeč, gre za dva romana. Potem iz področja psihologije pa, ker je bilo vprašanje postavljeno o najljubših knjigah, bi vedno znova priporočala vse knjige od Brené Brown. Mi je taka brezčasna in se mi zdi, da se k njenim vsebinam lahko vračam v različnih obdobjih in bom vedno od njih odnesla nekaj novega. Se mi zdi, da se me prav v vsakem obdobju z nečim dotakne in se zelo rada vračam k njenim knjigam. Potem sem pa ta teden zaključila s knjigo Tok ljubezni. Mi je na zelo tak zanimiv, realen način opisovala en par, kako gre skozi različna obdobja, in me je dala zelo misliti, kako lahko kot par zoriš oziroma kako lahko kot posameznik v tem ljubezenskem odnosu zoriš in kako se ti spreminja pogled na zakon, na ljubezen, na odnos do sebe in do bližnjega. Drugo vprašanje pravi: dva pomembna moška sta te zapustila oziroma umrla, skupina fantov te je v osnovni šoli buljala, torej obrekovala, oče ima tudi eno posebno vlogo v tvojem življenju. A je to vplivalo na tvoj odnos z moškimi v tvojem življenju? Ne samo partnerji, tudi sodelavci, prijatelji. Si ob njih začutila kakšno tesnobo ali zamero? Iskreno mi je bilo to zelo zanimivo vprašanje in na tak način o tem ne vem, če sem že razmišljala. Jaz bi rekla, da do moških na splošno nisem čutila oziroma ne čutim zamere. Ja, sem jo mogoče čutila do teh fantov, ki so me v osnovni šoli obrekovali, in ker je bila to zame zelo težka izkušnja, ampak nisem tega potem posploševala na druge moške. Ne vem, če je to povezano ali ne, ampak sem v življenju ob sebi do zdaj imela predvsem prijateljice, ne toliko prijateljev. Se je pa zgodila v preteklosti ena velika sprememba v mojih partnerskih odnosih, in sicer sprememba od tega, da nisem poznala svoje vrednosti in sem potrditev zelo iskala v odnosu in bila potem na neki način tudi odvisna od potrditve oziroma od mnenja drugega. In takrat se mi zdi, da bi za odnos, da sem bila pripravljena marsikaj požreti, da sem se prej zapletla v odnose, kjer mi drugi ni vračal ene te prave naklonjenosti, in sem se v bistvu v odnosu ob tej osebi ves čas počutila malo negotovo. Včasih sem celo nezavedno ali pa nenamerno sledila eni taki napačni enačbi, da bolj, ko sem se počutila nezaželeno, bolj kot sem bila v dvomih, bolj sem si želela potrditve in sprejemanja od prav te osebe. Potem pa se mi zdi, ko sem skozi čas začela sama videti ali pa verjeti v svojo vrednost in ko sem doživela tudi eno tako krasno samsko obdobje, ko sem se
imela dobro, ko sem se počutila dobro in se mi takrat ni zdelo, da bi živela v pomanjkanju, čeprav sem si še vedno takrat na dolgi rok želela partnerja in sem se videla v odnosu. Se mi zdi, da sem si takrat zgradila eno vodilo, da se bom družila s tistimi ljudmi, s katerimi se imam še boljše, kot sem se takrat imela sama. In bi rekla, da se je takrat zgodil en ključen premik, da se potem nisem več zapletala v odnose, kjer se nisem počutila dobro. In da je končno postal kriterij za izbiro partnerja tudi to, da se ob njem počutim dobro, sproščeno, da sem lahko čim bolj to, kar sem, in da se ne spreminjam glede na njegove potrditve. In to bi rekla, da je bila glavna sprememba v mojem pogledu na odnose z moškimi. Tretje vprašanje pravi: kaj ti je na najnižji točki, ali po tragedijah ali pa po izgorelosti, pomagalo oziroma dalo zagon, nek smisel za iti naprej in iskati pozitivne stvari v življenju? Po drugi izgubi bližnjega me je iz zelo temnega obdobja rešilo delo in pa ustvarjanje. Potem po izgorelosti sem si pa zadala 100-dnevni izziv, iz katerega je nastala ta knjiga 100 dni za boljšo mene. In v tistem obdobju sem se zelo aktivno usmerjala v to, da bi imela čim bolj razpršena področja svojega delovanja, torej čim več aktivnosti, iz katerih sem črpala svojo vrednost, črpala vrednost, ki sem jo videla nekako v življenju, torej da sem čim bolj razpršila in imela čim več različnih aktivnosti, katerim sem posvečala svoj čas. Ko smo imeli dogodek v Kovačnici v Kranju, je bilo eno izmed zastavljenih vprašanj celo nekaj v tej smeri, zakaj nenehno potrebujem ene izzive. In jaz bi rekla, da skozi izzive, ki mi jih je življenje prineslo na pot, sem ne nujno takoj, ampak s časom našla zagon in željo, da bi se spet počutila boljše. Mislim, da sem v eni izmed preteklih epizod že dosti govorila o tem, koliko pomembno se mi zdi najti svoj smisel v življenju. Jaz bi rekla, da so mi izzivi zelo pomagali pri tem, da sem ta smisel iskala, da sem ga tudi našla v različnih obdobjih, mogoče različen smisel. In tudi rekla bi, da meni že iskanje tega smisla daje motivacijo. Jaz sem doživela obdobje, ko nisem imela volje do ničesar, ko nisem videla smisla v tem, da bi vstala iz postelje, in zato sem tudi danes, se mi zdi, da zahvaljujoč tem težkim obdobjem, toliko bolj hvaležna za predanost in za zagnanost, ki jo čutim, ki me žene, in nekako ne v želji po več ali pa po kakršnemkoli perfekcionizmu ali pa v želji po dokazih, ampak v želji po tem, da živim polno, po tem, da bi delala dobro in da bi se počutila dobro. Sicer pa kar sem si še s časom postavila kot neko vodilo glede nizkih točk v življenju, ko je težko. Bi rekla sicer, da sem trenutno v dobrem obdobju, ampak mi zelo pomaga imeti neko rutino in se zavedati enih stvari, katerim sem res predana, enim rutinam, ki jih ne zanemarjam več, in vem, da mi je v preteklosti bilo težje tudi zaradi tega, ker sem imela porušene te rutine ali pa jih sploh še nisem imela vzpostavljene. Torej, to je ta osnovna higiena v skrbi za duševno zdravje, da skrbim za to, da dovolj spim, da imam urejen bioritem, da se zdravo in raznoliko prehranjujem in da res redno športam in da si vzamem čas za tišino oziroma čas zase, ali pa včasih bi temu celo rekla čas za praznino. Praznino v smislu nekih dražljajev, nekih aktivnosti, da je neki del v dnevu, ko sem res sama s sabo. Se mi zdi, da to, da sem predana tem stvarem in da temu sledim tako v dobrih dneh kot v slabih dneh, mi to daje en občutek stabilnosti, varnosti in
si s tem potrjujem, da sem tukaj zase, da bom poskrbela zase in ne glede na to, kaj se mi zgodi v življenju, ene stvari bojo vedno v mojih rokah. Mogoče bi izpostavila še to, koliko pomembno se mi zdi, da ne glede na to, kje se nahajamo, a smo v dobrem ali smo v slabem obdobju, da znam oceniti male korake in da smo hvaležni. Ker če se spomnim svojega tistega res težkega obdobja, ko je lahko dosežek že to, da vstaneš iz postelje in da greš mogoče za par minut na sprehod, to je lahko tisti en mali korak, zaradi katerega smo lahko ponosni nase in se moramo opomniti, da smo tudi hvaležni, da se spravimo narediti te stvari in da na težak dan ali pa na slab dan bomo mogli za take stvari zbrati pogum, ampak da je vredno in da so vredni in pomembni ti mali koraki, ki jih delamo v smeri boljšega počutja. Potem pa še drugi del vprašanja, kaj mi je dalo zagon za iskanje pozitivnih stvari v življenju. Tukaj bi pa rekla, da mi je pomagala moja narava oziroma to, da sem mogoče že od nekdaj cenila lepe stvari, ne v materialnem smislu, ampak so lahko to tudi pojavi, recimo, ke se zgodijo v naravi, da sem od nekdaj cenila sončne vzhode, sončne zahode in da so me take stvari navdahnile, premaknile, mi bile v navdih, da sem našla motivacijo in da sem videla smisel. In prav to se mi zdi zdaj ena taka lepa povezava na naslednje vprašanje. Iz kje črpaš inspiracijo in ali si imela kdaj ustvarjalno blokado ter kako si jo odpravila? Bi rekla, da inspiracijo za življenje res velikokrat črpam iz narave, potem za pisanje največkrat najdem navdih oziroma motiv iz osebnih stisk, torej ko se jaz soočam z nečim, kar je meni težko, ali pa ko si glede nečesa postavljam vprašanja, takrat se največkrat zatečem k pisanju. V bistvu čisto iz želje, da pomagam sebi ali pa da bi boljše razumela svojo situacijo. Potem za oblikovanje jo zelo velikokrat iščem na spletu ali pa skozi opazovanje drugih nekih vizualnih del, ki ne rabi biti nujno grafično oblikovanje, ampak je lahko tudi druga oblika umetnosti oziroma izražanja. Iščem navdih tudi iz opazovanja vsakdanjega življenja, ker ko recimo oblikujem neki produkt, se sprašujem, kako ljudje uporabljajo ta produkt, kakšne težave rešuje, kakšne rešitve prinaša in si pustim, da to narekuje tudi, v kakšno smer bo šlo oblikovanje. Navdih za ilustracijo pa bi rekla, da zelo velikokrat najdem v raziskovanju občutkov. Ko sem delala knjigo Vse je v redu, takrat sem si zelo želela pomirjujočih občutkov, da bi se čutila mirno, da bi občutila zaupanje in se mi zdi, da so nastajale potem tudi take ilustracije, ker sem k temu stremela, da bi bile mirne, da bi opominjale na hvaležnost, na lepe stvari, ki nas obdajajo, tako da ja, za ilustracijo pogosto najdem navdih v tem, kako ali se počutim ali pa si želim počutiti. Pa velikokrat mi pride navdih, ko meditiram. Če sem imela kdaj ustvarjalno blokado? Vsekakor ja, bom to razdelila malo na dva različna dela. Ko oblikujem ali pa ko delam ilustracije za naročnike, se trudim, da si skupaj zastavimo brief, torej en opis projekta in si zastavimo, kdo je ciljna skupina, kaj je cilj projekta, si zastavimo neke smernice in oblikovanje potem ne izgleda tako, da se jaz usedem za mizo in čakam, da pade navdih ali pa ideja, ampak res nekako bolj sistematično, analitično pristopam do tega in se mi zdi, da potem tudi zlahka pridejo ideje oziroma primerne rešitve. Sem pa vsekakor imela velikokrat ustvarjalno blokado pri ustvarjanju knjig ali pa ilustracij, tam, kjer izhajam iz sebe. Glede teh blokad sem se pa sčasoma naučila zaupati, da je okej, če si, ko pride blokada, vzamem pavzo, pa naj bo to polurna pavza ali pa pavza za pol meseca ali pa za več mesecev. Seveda si ne vzamem pavze z vsem ustvarjanjem, ampak
z nekim projektom. In se mi zdi, da imam skoraj vedno v teku vsaj kakšen svoj projekt in potem, če mi en ne steče, se prestavim na drugega in se nekako ne poskušam obremenjevati oziroma ne imeti slabe vesti in se ne siliti v ustvarjanje, ampak rajši mogoče najti kakšen nov način ustvarjanja, ker mi je potem na tak način skoraj vedno spet postalo ustvarjanje bolj sproščeno in mi je prej steklo, če nisem bila v nekem krču in si nisem v glavi povzročala enih negativnih občutkov, prevelikih pritiskov in pa slabe vesti. Spomnim se, ko sem delala na svoji prvi knjigi, na spominskem albumu za stare starše, pa se je ustvarjanje tako zavleklo v več let in takrat sem imela pogosto to slabo vest, zakaj se ne premikam hitreje s projektom, ki naj bi bil moj sanjski. Vedno sem se spraševala, zakaj mi ne steče bolj, v tem naj bi jaz kao najbolj uživala, se pravi, bi si mogla vsak dan želeti, da bi ustvarjala za ta projekt. Ampak s časom sem potem začela razumeti, da ja, so to moji sanjski projekti, ampak prav pri teh projektih sem si potem postavljala višja pričakovanja in sem se potem včasih posledično težje lotila ustvarjanja, ker pač ni bilo tako sproščeno. In danes vem, da če mi projekt, ki naj bi bil sanjski, res moj, če mi v nekem trenutku ne steče, se ne trudim obremenjevati, ampak samo zaupati, da v preteklosti je še vedno potem prišel spet čas, ko je ustvarjanje šlo bolj zlahka. Se pa še vedno znajdem na točki, kjer recimo ne vem, a je še vedno čas, ko je smiselna pavza, ali bi se mogla pač enostavno usesti in lotiti in ustvarjati, dokler nekaj ne nastane. Ker zelo verjamem tudi v misel Pabla Picassa, pravi to, da navdih obstaja, ampak da nas mora najti pri delu. Torej, kdaj je zdaj čas za pavzo, kdaj pa, ja, bi se mogli enostavno spraviti in biti disciplinirani in ustvarjati ves čas, čeprav mogoče ni nekega toliko dobrega ali pa intenzivnega navdiha. Tukaj si pa nekako glede tega dajem usmeritev, da je pomembno, da sem v stiku s seboj in da če bom, da bom s časom začutila, kaj je pravi odgovor. A je prava usmeritev v tistem trenutku, da imam pavzo ali pa da se lotim dela. Naslednje vprašanje. A še kdaj primaš za čopič in slikaš kot primeti za dušo? Za to vprašanje moram najprej podeliti malo ozadja. Jaz sem hodila k Meti Gosar Peternelj na slikarski tečaj, mislim, da je bilo to konec osnovne šole in bi rekla, da se je takrat začela ta moja mogoče malo bolj resna ustvarjalna pot. In kar nekaj let se mi zdi, da sem hodila k njej na slikarski tečaj, kjer smo vsak četrtek od 5 do 9 zvečer risali, večinoma na platno oziroma slikali. In ona ima tak barvit atelje, bili smo res v krasni družbi, vedno smo pili čaj ali pa kavico, jedli piškote in tam smo res ustvarjali za dušo. Odkar sem pa potem se odpravila na študij v tujino in je to zdaj, je ustvarjanje postalo moje delo, težko rečem, da kolikokrat res rišem čist samo zase oziroma za dušo. Mislim, da nazadnje sem naslikala 2 sliki za k nama za v stanovanje, sicer pa žal bolj redko, ampak se pa trudim, da če že ni več risanje mogoče toliko za dušo, ker je povezano z delom, da se trudim vedno najti pa neke druge načine ustvarjanja, ki nima nekega cilja ali pa nekih pričakovanj in tam najdem svoj način ustvarjanja za dušo. Naslednje vprašanje. Ali kdaj nisi želela povedati svoje zgodbe o izgubi bližnjih, ker bi te ljudje zaradi tega drugače obravnavali in bi se jim smilila? Nedolgo po tem, ko so se te izgube zgodile, sem jaz želela zbežati stran. In na neki način bi tudi rekla, da sem, čeprav ne zares, ampak želja po begu je bila en izmed razlogov, da sem se iz škofjeloške gimnazije potem prepisala na bežigrajsko in tudi, da sem šla potem študirati v tujino. Želela sem si novega okolja, kjer drugi ne bi vedeli za to, kar se je zgodilo.
In ne vem, če bi rekla, da je bilo to, da bi se jim smilila glavni problem, ampak enostavno si nisem želela, da bi drugi vedeli za to mojo zgodbo in me potem o tem spraševali. Želela sem si, da bi lahko imela to nekako zase in da bi o tem razmišljala ali pa govorila na glas takrat, ko bi si jaz želela. Mene se je celo po drugi izgubi, to sem izvedela kasneje, prijel vzdevek Črna vdova. To sem slišala, da se je tako govorilo in ja, to mi ni bilo prijetno. In se mi zdi, da mi je odhod v tujino zelo pomagal, da sem se tam distancirala od obremenjenosti s tem, kaj govorijo ali pa mislijo drugi in kako me vidijo. Ker tam v tujini te potem ljudje te ne poznajo in tam je taka masa ljudi, različnih ljudi. In kar sem jaz doživela v Angliji, se mi je zdelo, da se ljudje tam mnogo manj obremenjujejo z drugimi. In tako ta izkušnja, kot potem kasneje razna potovanja, so mi glede tega zelo pomagala. In danes me ni strah, da bi se komu zaradi svojih izkušenj smilila, ker menim, da sem jaz skozi te preizkušnje našla svojo moč in se jaz ne smilam sama sebi. Zdaj, kako me vidijo drugi, pa pač prepuščam njim. Če se komu smilim, okej, ima seveda vso to pravico. Nisem pa pomislila, da zaradi tega, ker se ne bi želela nekomu smiliti, da zaradi tega ne bi povedala zgodbe, ker mi je okej s tem, kako je šlo moje življenje. Naslednje vprašanje pravi: kako se znebiti perfekcionizma, sindroma pridne punčke in pritiska sam nase, da moramo vedno dati še več? Tu gre sicer za več različnih področjih, več enih, jaz bi temu rekla, izkrivljenih prepričanj, ampak verjamem, da grejo lahko z roko v roki. Jaz se bom osredotočila predvsem na perfekcionizem, ker imam tukaj mogoče najbolj nekako izoblikovano mnenje ali pa za podeliti eno izkušnjo spremembe, rasti in upam, da lahko potem s tem ponudim kakšno koristno usmeritev. Jaz sem kar nekaj časa perfekcionizem poveličevala. Torej, če je kdo rekel, da je perfekcionist, sem jaz to osebo občudovala. Tudi zase sem rekla, da sem perfekcionistka in sem se s tem na neki način takrat pohvalila. Ker se nisem zavedala, da gre, vsaj v mojem primeru, za obrambni mehanizem. Za prepričanje, za v bistvu zelo strogo pogojevanje, da če se bo zgodilo X, bo Y. Če bom popolna, me ne bojo več obrekovali, ne bom zavrnjena in se mi ne bojo zgodile slabe stvari. Ampak danes se zavedam, da je to zmotno prepričanje, ker take stvari so neizogibne. Ne moramo se zavarovati pred tem, da nas ne bodo obrekovali, ali pa pred tem, da bi se nam zgodile slabe stvari. In tudi popolnost je nedosegljiva. Jaz sem svojo največjo lekcijo na področju perfekcionizma dobila, ko sem ustvarjala to prvo knjigo, Spominski album za stare starše. In jaz sem si za to knjigo zelo želela, da bi jo dokončala, dokler je bil moj star ata še živ, ker sem jo na neki način želela posvetiti njemu. In jaz sem to knjigo delala več let in na neki točki me je perfekcionizem začel že res ovirati, ker sem to knjigo toliko časa delala, da sem vmes potem že zamenjala stil ilustracije in potem mogla ene stvari delati na novo. Potem pa je prišel trenutek, ko je ata zbolel in ko je bila točka, ko smo predvidevali, da bo kmalu umrl, je prišel zame en tak trenutek, ko sem dojela, da ne delam knjige zato, da bo popolna, ampak jo delam z namenom, da bo ponudila prostor, da se zapiše zgodbe, nauke, spomine starih staršev in da ni najbolj pomembno, da je ta knjiga popolna, ampak da bo ta knjiga obstajala. In po tem uvidu mi je ustvarjanje steklo kot pač prej dolg časa ne. In ja, s časom sem potem spoznala, da je dobra knjiga boljša kot popolna, ki za vedno ostane samo v naših glavah. In pri premagovanju pretiranega perfekcionizma je bil to en meni zelo pomemben uvid. Se mi zdi pomembno razlikovati med tem, kdaj lovimo perfekcionizem in kdaj se želimo delati dobro. In potem opaziti,
kdaj nas obrambni mehanizem v resnici ustavlja pred ustvarjanjem oziroma pred življenjem na splošno, zato ker se z njim želimo zaščititi, da ne bi bili zavrnjeni ali pa mogoče kritizirani, ali pa ko nas je strah, da ne bi uspeli. In zato se mi spet zdi pomembno biti v stiku s seboj, da ko v sedanjosti opazimo, da nas žene perfekcionizem, da ga znamo opaziti, ga razumeti, se mu mogoče celo zahvaliti, hvala perfekcionizem, ker me želiš zavarovati, ampak da ne pustimo, da bi nas ustavil pred tem, da bi delili svoje delo, svoje ideje s svetom, ali pa pred tem, da bi živeli polno življenje. Naslednje vprašanje pravi, kako preboleti oziroma se spoprijeti s slabimi izkušnjami, ki so ti jih povzročili drugi. Jaz ob tem vprašanju najprej pomislim, da bom to težko odgovorila, ker sem bila od nekdaj bolj nagnjena k temu, da prej krivim sebe kot pa druge. Ampak če pomislim potem na to svojo izkušnjo obrekovanja v osnovni šoli, bom na podlagi te podala svoj odgovor. Kaj bi rekla glede tega, kako preboleti? Bi rekla, da se trudim živeti s prepričanjem, da vsi delamo po svojih najboljših močeh v danem trenutku in da ljudje ne želimo drugim namerno škodovati. Pa vem, da to mogoče ni vedno res ali pa da je to mogoče malo naiven pogled, ampak upam, želim si, da je vseeno takih ljudi, ki se trudimo živeti dobro in biti dobri do drugih, da je takih nas več kot drugačnih in mislim, da z ostajanjem v preteklosti, s tem, ko kažemo s prstom na druge, če se dajemo v vlogo žrtve, ne rešujemo izzivov. In ker sem njih prej priporočala to epizodo Idea podcasta z Alanom Kobilico, on, če sem si prav zapomnila, noter reče, zakaj se mu zdi pomembno, da se ne dajemo v vlogo žrtve, ker nas to oddaljuje od tistega, kar je res pomembno, in s tem se zelo strinjam. Meni je bilo za proces zdravljenja bolj pomembno spustiti sebi kot drugim in pa tudi težje. S časom sem nekako spoznala, da nisem bila toliko huda v tej izkušnji na druge, oziroma da ne zameram toliko drugim, da so mi storili nekaj slabega, ampak da sem bila bolj jezna nase, da sem to dopustila, da nisem odreagirala drugače in da nisem takrat poiskala neke opore oziroma pomoči. Danes se mirim s tem, da sem ravnala takrat po svojih najboljših močeh in da takrat očitno nisem znala drugače, da danes bi drugače odreagirala, takrat pa pač nisem. In se mi ne zdi smiselno zdaj zaradi tega žreti ali pa obremenjevati, ampak raje pogledam, kako lahko v sedanjosti poskrbim zase in si dam tisto, kar rabim. Še en pogled, ki meni tukaj pomaga, je to, da na izzive gledam kot na priložnost za rast. Da poskušam videti dobro v teh izzivih in da se z mislimi usmerjam v hvaležnost za vse, kar sem se naučila, za moč, ki sem jo odkrila, in za to, da so me izzivi izoblikovali v bolj sočutno osebo. Seveda ni tako, da vedno v trenutku stiske uspem tako gledati, ampak se pa trudim, da mi s časom to uspe. Naslednje vprašanje, kako težko je bilo pisati zadnjo knjigo in vse podoživljati, kakšni so bili občutki? Ja, ta moja knjiga Vse je v redu, več časa kot minem, bolj sem hvaležna, da sem se odpravila na to pot. Meni ni bilo toliko težko pisati, mi je bilo pa izredno, izredno osvobajajoče. Je res, da sem velikokrat tekom pisanja, pa potem, ko sem brala za seboj, jokala, ampak tega nisem doživljala kot muko oziroma kot nekaj težkega, ker to težko se je že zgodilo. Tekom pisanja se je pa potem odvijal v bistvu en proces zdravljenja, ki je mogoče na neki način prežet z eno težo, z bolečino, ampak sem vedno čutila, kako je skozi pisanje bilo te bolečine vedno manj. Edina stvar, ki mi jo je bilo pa naporno podoživljati, je bila ta zgodba iz 3. razreda. Ampak se mi zdi to zaradi tega, ker za to mojo izkušnjo takrat ni vedelo veliko ljudi
zanjo niso vedeli niti eni izmed mojih najbližjih. In se mi zdi, da je bilo zaradi tega težko, ker sem jim potem dala knjigo še pred izidom v branje in me je bilo strah njihovega odziva. Bilo me je strah tako odziva bližnjih, kot potem, ko sem knjigo izdala, me je bilo strah odziva bralcev. Ampak na koncu so bili občutki v bistvu potem lepi. Dobila sem potrditev mnogokrat, da ko delimo svojo ranljivost, ko se pokažemo taki, kot smo, takrat se rodi tista prava povezanost. Šele takrat se mi zdi, da se rodi eno sprejemanje, ki ga ne bi bilo, če ne bi pokazali se taki, kot smo, in če ne bi pokazali teh delov sebe, ki se jih pač najbolj sramujemo. Ta izkušnja 3. razreda, o čemer tudi pišem v knjigi, je bilo nekaj, za kar je bilo mene leta strah, da bojo drugi izvedeli. In če bodo izvedeli, a se me bojo sramovali, a bom zavrnjena. In ko sem izdala knjigo, se to ni zgodilo, čeprav me je bilo tega v otroštvu toliko časa strah, sem vesela, da sem si to potrditev ali pa še en nov nivo miru potrdila prav oziroma dala prav z izidom knjige. 10. vprašanje pravi: kako se znebiti slabe vesti, ko si vzameš čas za okrevanje in za novo postavljene meje? To se mi zdi krasno vprašanje, ki sem si ga tudi sama zastavila v letošnjem letu, ene par mesecev nazaj. Sploh ta del, vezan na okrevanje in na slabo vest. Bi rekla, da je to področje, kjer se učim še vedno tudi sama, učim se oceniti, kdaj potrebujem počitek. Se mi zdi, da če vem, da ga res rabim, če sem res utrujena, si ga bom vzela brez slabe vesti. Ker se zavedam, da sem se že v preteklosti pripeljala predaleč, ker nisem poslušala svojega telesa. Izkusila sem, kaj pomeni telesni in duševni zlom, in prav ta je prišel tudi zaradi tega, ker sem šla tokrat čez svoje meje in ker nisem poslušala sebe in svojega telesa. In potem, ker je prišlo tako daleč, da je prišel ta zlom, potem kar dolgo časa pa sploh nisem imela energije za drugo kot za počivati. In tudi zaradi tega si danes rajši vzamem čas za počitek sproti, kot pa da bi spet šla korakat v tisto smer. Danes se zavedam, da je počitek potreben in da je pomemben za dobro počutje. Je pa res, da ko sem pa na meji, da bi zbolela, torej ko nisem bolna, se pa ne počutim mogoče lih 100%, takrat imam pa izziv oceniti, kdaj je potreben počitek in kdaj ne. In letos sem zaradi enega slabega počutja mogla prestaviti eno snemanje in mi je bilo težko. Nisem si želela tega narediti, razmišljala sem, da bom zdaj, ker bom prestavila snemanje, otežila delo drugim, pa da bom drugim spreminjala plane in podirala plane, in kljub temu, da sem potem zbolela, ja, sem po dolgem času opazila, da je to še področje, kjer vidim izzive. Sem pa vzela to kot en tak poligon za učenje. Takrat sem potem prestavila snemanje in se trudila sprejeti realnost taka, kakršna je bila. Sprejeti to, da ene stvari pač niso v mojih rokah in ja, jaz bi si želela, da ne bi zbolela, želela bi si, da mi ne bi bilo treba prestaviti snemanja. Ampak to v tistem trenutku ni bilo mogoče. Tudi bilo je tako, da smo snemali podcast, jaz sem imela zabasan nos, smrkala sem, kašljala sem in pomagalo mi je tudi to, da se zavedam, da ne želim hoditi bolna okrog, ne želim si dajati drugim sporočila, da sem močna in grem delati stvari, tudi če se slabo počutim. Ne, veliko rajši pošiljam v svet sporočilo: zbolela sem, bom poskrbela zase, žal mi je, da moram odpovedati ene plane, ampak se mi zdi bolj pomembno poskrbeti za svoje zdravje, ker vse druge stvari bojo počakale. Evo, s tem vprašanjem zaključujem tole epizodo, ki moram reči, da mi je bila zelo zanimiva, drugačna. Nisem toliko suverena glede vsebine, ki sem jo podala danes, ampak zelo upam, da kljub temu, da so bila vprašanja precej nekako raztresena po različnih področjih, upam, da ti je to, kar sem podelila, kaj dalo, da ti je bilo v navdih.
mogoče v oporo. Kot vedno, tudi danes za konec še ena misel, tokrat iz knjige z naslovom Nekaj ti želim povedati, ki jo je napisal Kristjan Musek Lešnik. Hvaležnost ne stane nič, da pa veliko. Tistemu, ki jo občuti, in tistemu, ki mu je namenjena. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.